hvala. No, to bo prva predstavitev te knjige, ne? In je prav, da je akademska, zaradi tega, ker si knjiga to svojo kvaliteto zasluži. Tu ste v glavnem sami taki, ki poznate Ičota Grimarja, tako da bo moja predstavitev kratka, ampak vseeno se čutim dolžnega, da povem, ne? Da je v slovenskem kulturnem prostoru kot nekdo, ki piše in razmišlja o muziki in jo raziskuje, navžoč že kar dolgo, recimo tam kakih 35 let, ne? Da je začel na Radiu Študent, ne? Da je začel kot nekdo, ki je pisal o muziki, o ploščah novih, o nastopih, intervjuval glasbenike, da je opravil potem kompletni študij sociologije kulture, samo toliko, da boste dobili eno približno predstavo o tej poti, povejmo, da se je v diplomi ukvarjal z bluzom, ne? Da se je v magistrski nalogi ukvarjal potem z world music in da smo zdaj prišli do še širše teme nove muzike v New Yorku. Ta knjiga je v polnem pomenu besede monografija iz sociologije kulture. Ko rečem, da je to monografija, s tem hočem poudariti, da ni zbirka esejev, ki bi bili naknadno povezani in da ni delo, ki bi obravnavalo neko teoretsko temo, ki bi jo samo sproti skonstruiralo, ampak da gre za knjigo, ki obravnava vrsto med seboj povezanih družbenih procesov, ki so strnjene v času potekali in ki so pomenili pravzaprav neko preobrazbo, neko transformacijo pogojev glasbenega življenja v New Yorku. In ta knjiga je zaradi tega, ker je to knjiga, katere predmet je, kot bi rekli filozofi, empiričen, bi morda kdo pomislil, da zaradi tega to ni teoretska knjiga. Ne bi se mogel bolj motiti, kar je kvaliteta te knjige, je ravno to, da za vsak koncept, ki ga uporabi, pove, zakaj ga uporabi, ga upelje kritično. Se pravi tako, da je sam ta koncept transformiran v soočenju z temo, s katero se tukaj ukvarja. To pomeni, da ko gre za način dela, ne, je ta način dela tak, ki bi mu rekli v kulturnih in medijskih študijih, da je etnografski. Kar pomeni, da je Ičo dolga leta hodil v New York, to muziko poslušal in gledal živo, se pogovarjal z glasbeniki, se z nekaterimi tudi spoprijatelji. Se pravi, to je raziskovanje od blizu in v živo. Toliko mislim, da je za začetek v knjigi dovolj. Bližej bomo prišli tako, da bom dal besedo avtorju samemu in sicer preden se spustimo v to, kaj pravzaprav je nova muzika, se vprašamo, zakaj New York, odkot izbira New Yorka, kaj je tako posebnega na New Yorku, da je to postala njegova, bi rekel, privilegirana tema raziskovanja. Ko gre za popularno godbo, kajti Ičo je vendarle v prvi vrsti in najbolj sociolog popularnih godb in poleg tega recimo sociolog mesta ali pa urbanega, če hočete. Posebej še, če vemo, da ta knjiga, ki je zelo močno predelana doktorat, je v fazi doktorata nosila še naslov Nova muzika Manhattana, se pravi še nekoliko ožje. In da na drugi strani je podnaslov, ki je absolutno del naslova knjige, pa je Neodvisni glasbeniki in pravica do mesta. Se pravi, moj namen je, da bi pogovor z Ičotom vse te ključna določila njegove knjige nekoliko dognal, ampak zdelo se mi je, da je pravzaprav najbolj umestno začetno vprašanje, zakaj New York. Začetek bo autobiografski, zato ker sem zaslišal na Radiu Študent že
točno 35 let nazaj nekatere bende, ki so me kot poslušalca in kritika očarali. To je prva vez, ki je bila poslušalska, emocionalna, kritiška vez. Naslednja zadeva, ki se pa že tiče, ki pa je že raziskovalni problem, so bili pa redni stiki z glasbeniki, še prej sem začel z raziskavo. Namreč, in tukaj moram, ker sem začel z avtobiografijo oziroma z biografskimi detajli, povedati seveda, da sem del šole radio študent novinarske, ki se je v svojem razmišljanju in pisanju o muziki in tudi predstavljanju muzike vedno spraševala o širših pogojih za glasbeno dejavnost, za glasbene prakse. In tudi sam sem delal intervjuje že v 80-ih letih z glasbeniki ob vse radovednosti za estetska vprašanja, za intence glasbenikov, za načine organizacije in tako naprej. Me je seveda vedno zanimal milje, v katerem so oni delali, kaj so o njemu mislili, na kakšen način so razumeli svojo pozicijo v tem miljeju, ki je urban milje. In zelo hitro so začeli deževati odgovori, ki so bili včasih glasbeniške jamrarije, včasih pa zelo točna ocena situacije, v kateri oni delajo. Diskrepanca ne bi mogla biti večja. Ti glasbeniki, ki so iz New Yorka prihajali na glasbene turneje in nastope na evropske odre, so v Evropi z večine muzicirali pred stotimi, tisočimi, 2000 glavo množico na glasbenih festivalih. Sami so mi pa govorili, da v New Yorku muzicirajo večina seveda v klubih za mizerne honorarje pred 10, včasih 20, morda nekateri med njimi za več ljudmi. Na nekateri težko dobijo pravzaprav priložnost za javno predstavitev svojega dela v samem mestu in da pravzaprav včasih razmišljajo tudi o tem, da bi svojo glasbeno kariero nadaljevali drugim, se preselili drugam, kar nekateri delajo. Nekateri pa, in dva med njimi, ki sem jih intervjuval že v začetku 90-ih letih, pa so že takrat rekli, da se z muziko ne da več živeti, še posebej muzika, ki me je zanimala, ki je eksperimentalna, ki je drugačna, ki ni izrazito komercialna, čeprav so v Evropi igrali pred množičnim občinstvom in so nekateri dejansko glasbeni poklic pustili. In to de facto izjemni glasbeniki, ki so imeli za sabo tako šolo ulice, tako glasbeno izobrazbo, pravzaprav vse, kompletno socialno glasbeno prakso, ki oblikuje glasbenika v tem mestu. In zato me seveda začel New York izjemno zanimati. Hkrati me je pa zanimal tudi zaradi česa drugega. Sam sem iz periferije, kulturnega in seveda ekonomsko-političnega sveta. In intrigiralo me je to, da bi nekdo iz periferije, brez kakršnihkoli zadržkov, brez kakršnegakoli visokega spoštovanja do dogajanja v metropoli, prišel tja in brezobzirno analiziral dogajanje v sami metropoli, kot je New York, ki je dolgoletna metropola. Hkrati so me zanimale tudi fantazije o mestu, ki je spektakularno, ki je veliko mesto, ki je mesto, v katerem uspeš, skratka tudi ta tip zgodb me je zanimal. In zanimala me je vedno ključna zgodba, zaradi katere se je vsak glasbenik odpravljal v to mesto. Namreč po pogovorih z njimi in seveda tudi drugače odkriješ, da je vsak prihajal v mesto z velikim pričakovanjem, da bo v njemu naredil glasbeno kariero kot glasbenik. Drugi prihajajo z drugih namenov. New York je mesto migrantov. Večina glasbenikov, ki jih obravnavam, ni bila rojenih v New Yorku. Prihajajo iz okoliša New Yorka, sosednjih zveznih držav, prihajajo iz zahodne obale, prihajajo pa tudi iz drugih koncev sveta. Skratka, ta migrantska funkcija je bila prva, na kar sem naletel v New Yorku. In drugo, kar je, seveda, sem se skozi to začel počasi spraševati, kaj pomeni močna gospodarska, politična in kulturna vloga metropole, kot je New York, ki je metropola verjetno svetovna
in globalno mesto, če bi povzel dognanja urbane sociologije 20. stoletja. Vodilna nit pri pisanju knjige je bila pa misel sociologa kulture Raymonda Williamsa, ki ga večina pozna kot očeta kulturnih študij, potem ga pa pustijo ob robu in se z njim več ne pečajo. Namreč Williams ima v svojih poznih spisih, katerih se je ogromno posvečal modernizmu, avantgardnim gibanjem, opozicijskim gibanjem v kulturi, pravzaprav kulturnim informacijam v mestu, ogromno posvečal vlogi metropole. In med drugim nekje povsem naravnost in zelo enostavno, zelo preprosto pove nekaj, kar si je vredno zapomniti. In to je bila moja pravzaprav vodilna nit. Da je potrebno včasih na kapitalistično metropolo pogledati od zunaj, periferije. In pravi, pri tem ni treba zanikati pomembnosti glavnih umetniških del metropole. Pravi, ampak na eni ravni moramo kljubovati metropolitanski interpretaciji lastnih procesov kot univerzalnih. In mislim, da je to misel, kakršno jaz med teoretiki globalnih mest ravno nisem videl, razen med antropologi, ki se ukvarjajo z mesti, ker Williamsova antropologija kulture sociologija kulture je pravzaprav antropološka sociologija kulture. In zato ko sem pisal to knjigo, ko sem jo delal, seveda sem newyorško novo muziko, kot ji rečem, o tem bomo verjetno še kaj rekli, zakaj tako rečem, pisal ves čas vtiham z domačijo, odkodar sem jaz, ki je na periferiji. In hkrati sem seveda tudi preizpraševal ves čas, na kakšen način poteka dialog med glasbenimi informacijami, ki sem jih jaz preučeval, in to periferijo. Še posebej zato, ker so ti glasbeniki iz teh formacij, oziroma glasbenih scen, če lahko rečem, marsikaj črpali iz periferije na drugačen način, kot to vehementno oholo počne ponavadi metropola. In to je bila že prva iztočnica. V knjigi mimogrede imate odlomek iz besedila, ki smo ga objavili v reviji Muska, ki ga je napisal moj najboljši informator o dogajanju, pa še kaj več, Mark Rival, in sem ga za nalašal vrsto noter o skrbi za glasbeno obrobje, ki je njegova analiza stanja v New Yorku, v katerem se izrecno kot dotika in obravnava AKC Metelkova in klub Gronka in tukaj prisotnega Miho, kot nekoga, ki ga vzame za zgled pri organiziranju glasbenega življenja v boju za prostor in konkretne razmere glasbenikov v New Yorku, kjer so razmere seveda izjemno zaoštrene. Toliko mogoče, zakaj New York? Hvala. Potem gledamo vprašanje, kaj pravzaprav je ta nova muzika? Ker zgodba se začne malo nekoliko bolj zgodaj, kot pa si ti jo začel poslušati in o njej pisati. To je bila najtežja odločitev, pa niti ne tako težka na koncu, če pomislim glede na to, da sva spet za kolegom, ki je v prvi vrsti, namreč Mihom, o tem izrazu razmišljala vrsto let in se pogovarjala, kaj bi lahko zajemal. Nisva imela ustreznega izraza, ki bi zajel določene glasbene prakse in drže glasbenikov, ki so novejše in ki bi ustrezno zajele različne pristope, ki so lahko kompozicijski, skladateljski, improvizacijski, njihove mešanice, strgajo po popularnih godbah, po ljudskih godbah in to delajo na izjemno smel, estetsko drzen način. To je nova muzika. To je bila dejansko težavna odločitev in imel pa sem nekaj olešav pri tem. In ena izmed njih je slovenščina. Namreč bogatstvo slovenskih izrazov za glasbo je to, ki je bilo odločilno. Glasba, muzika, godba. In seveda tudi izrazov za glasbeno dejavnost. Slovenščina, kar zadeva glasbe, godbe in muzike, je izjemno bogat jezik. Morda bolj kot francoščina celo, kot angleščina, in saj na tej ravni kot italijanščina in nemščina. Zadnjič sem bil v Zagrebu, sem spraševal zagrebške kolege, tudi hrvaščina
oziroma srbo-hrvaščina, kako rečemo, ima tudi izjemno veliko izrazja za glasbo. Skratka, to je bilo eno. Drugo, kar je, znano je, da smo nekateri sociološko usmerjeni pisci o glasbi in mednje sodim, jasno tudi sam, ves čas ustrajali, da je glasba godba, ki se odvija in jo ljudje godajo, igrajo v socialnem kontekstu. Skratka, zame je obravnava glasbe kot godbe ali muzike, muzika ima seveda starogrško in arabsko pomensko konotacijo, ne? Takšna obravnava bolj poudarja zame družbenost glasbenih dejanj, ki so integralni del muziciranja. Muziciranje vsebuje, zajema komponiranje, izvajanje, na vsedanje tudi posredovanje glasbe in to poveže z načini družbene recepcije. Nova muzika, kot jo jaz razumem, zato obsega širšo glasbeno dejavnost in specifične glasbene prakse. V številnih glasbenih zvrsteh vključuje oziroma kombinira glasbeno improvizacijo in kompozicijo. Na različnih ravneh se posveča eksperimentiranju s formami in zvokom, ki s tem ni prihranjeno le za področje uradne eksperimentalne glasbe ali manifeste povojnih, spet v rekovajih pogonočeno, resnih skladateljev. V njej je seveda zajeta tudi izrazita moderna težnja k iznajdevanju novega, ki ni zvedena na zahtevo trga, čeprav je povezana s trgom in zahteve, ki jih trg postavlja in glasbenik, kako ravna s svojimi stvarmi na trgu. Skratka, nova muzika se lahko spogleduje z avangardnimi izrazi iz zgodovine, je lahko opozicijska do drugih glasbenih oblik ali pa do komercialnega mainstreama in seveda tudi utrjenih konvencij znotraj dane popularne oblike. Zato je nova muzika, kot jo jaz razumem, žanrsko težko določljiva oziroma je transžanrska. Z izrazom, mimogrede, nova glasba, pa prevajam striktno angleški oziroma ameriški izraz new music, ki opisuje sodobno oziroma novo komponirano glasbo skladateljev, ki naj bi pripravljala tradiciji zahodne umetniške glasbe v ožjem pomenu. Tudi glasbo minimalistov, ki jo obravnavam v knjigi. Širša nova muzika, kot jo jaz pojmujem in jo obravnavam od konca 70-ih let, pa zajema različne glasbene oblike, to sem skrpal z različnih virov, pa dodal nekaj svojega, glede sem na to, da sem to spremljal. Na začetku novo glasbo, torej skladateljev, predvsem minimalistov in sopotnikov. Zatem love jazz, gibanje oziroma muziciranje jazzovskih glasbenikov po free jazzu v prostorih loftov v New Yorku v 70-ih letih. Punk rock in novi val, ključno z bendi kot so Suicide, ki so bili izrazito eksperimentalni bendi, kljub temu, da plošča ne deluje tako. Ali pa recimo stvarmi, ki so jih počeli Television, ali pa način, kako so komponirali recimo Talking Heads celo. Potem pa mogoče tisti glasbeni prekat, ki najbolj ponazarja v vseh različnih zvrsteh, v vseh različnih smereh, ki se je to dogajalo, tako imenovani No Wave, ki je bil izrazito antielitni val, izrazito hrupan, amaterski, po drugi strani se je sporedno z njim dogajal pretok med njim in recimo harmoniko in funkom, ki so ga adepti Ornette Colemana igrali, ali pa plesni bendi, kot so bili Defunct, Luther Thomas and Disease in sodobni plesni bendi kot Liquid. Potem sem kot novo muziko jemljem tudi sodobne plesne hibridne forme, ki so bile izrazito eksperimentalne in so geografsko lancirane točno v 70-ih letih in začetku 80-ih letih v downtownu oziroma v spodnjem delu Manhattna. In na vsezadnje je v tem tudi področje, ki mu posvečam največ pozornosti, improvizirana glasba, improvizirana godba, rečem, glasba skladateljev in improvizatorjev, ki komponirajo za improvizatorje, naprimer Johna Zorna, Butcha Morrisa, Henryja Fredlila in še koga drugega. In pa seveda novega jazza z vsem tem, kar počne in je izjemno fluiden, hibriden, včasih preveč akademski, včasih izrazito anti-establishment, če lahko tako rečem. Skratka, spekter, ki ga zajemam, je izjemno širok, posvečam se pa izrazito obdobju izpod konca oziroma sredi 70-ih let do
do danes, zlasti prek improvizirane godbe, improvizatorjev, skladateljev in tako naprej. To je bila zame nova muzika. No, jaz sem bil prav zelo veselo presenečen na tem, da lahko en tako prazen označevalec, kot je nova muzika, se da tako natančno uporabiti. Mislim, da zaradi tega tudi, kar je bilo značilno, kar kot večkrat podariš, kar je bilo značilno za te različne muzike, je, da niso toliko, da ni bil, da to, kar se je dogajalo v New Yorku, ni bilo toliko nekako naraščanje heterogenosti, ampak miksi. Se pravi, da je pač mogoče ugotavljati veliko skupnega in veliko, bi rekel, pretakanja, hkratnega transformiranja in tudi pravzaprav deloma enako, deloma pa tudi različno usodo teh muzik potem v kasnejšem času. Se stališča sociologije kulture je tle pravzaprav bistveno to, ali pa če se izražim recimo nekoliko bolj abstraktno, je bistveno to, da tisto, kar pravzaprav pokažeš, je, kako so se spremenili pogoji delanja muzike in tudi poslušanja. In tukaj pride do izraza to vprašanje, na začetku je bil Manhattan, kasneje New York. Ja. Zakaj? Zato, ker sem opazoval, na kakšen način se eksperimentalna mentaliteta reproducira tudi drugod s tem, ko se scene selijo, to je eno. In drugo, scene se selijo, ker so se primorali seliti v New Yorku. To je pa ključna reč. In dovolite mi, da vam pokažem tole. Najprej si bomo ogledali, spomnite se, nekateri ste bili v tem mestu. 5 krajev vsebuje mesto. Imate kratko zgodovino, mimogrede v knjigi Socialno in kulturno, ko sem jo povzel, mislim, nekaj dobrih avtorjev, nekaj ne bi dal. Spomnimo se, da je to mesto na otokih. Geografska vita je tudi pravno zamejeno in je od konca 40 let pravzaprav varira za plus minus pol milijona njegovo prebivalstvo, recimo, da ima tam med 8 in 8 in pol. Najmanj je imelo točno obdobje, ki me najbolj zanima, na začetku 70 let zaradi deindustrializacije mestnih predelov in suburbanizacije, tako selitev dela prebivalstva mesta v predmestne okolja in hkrati beg industrije. Ne pozabimo, da je New York največje industrijsko mesto na svetu še konec leta 50. Beg industrije iz mesta, kar ustreza glavnim igralcem v mestu. No, če gremo pa naprej, bomo pogledali pa nekaj povsem drugega in to je pa nekaj, kar je izjemno zanimivo. Tukaj povzemam dognanja mestne sociologije mesta in se predvsem sociologije New Yorka. Kaj je omogočilo produkcijo in kateri družbeni pogoji so morali biti izpolnjeni, da je prišlo do koncentracije umetnikov v mestnih predelih, to me je začelo izjemno zanimati, ker sem ugotovil, da je to proces, ki se na različne načine odvija od konca 19. stoletja. Značilen primer je ravno četrt predel Greenwich Villagea, ključno z West Villagea. Jaz sem tukaj dal samo povojno dogajanje, imamo pa krasne sociološke analize in jih omenjam noter, ki govorijo, kaj se je dogajalo z originalno delovsko, italijansko, irsko četrto, kot je Greenwich Village od leta 1910 in 1930. Zakaj so se nekateri začeli seliti, pravzaprav meščani v to četrt? Razlogi so bili ponavadi kulturni, delamo tudi kulturni, opozicijski na nek način dovladajoče kulture. Te so ne samo intelektualci in bojemi, namreč tudi javni uslužbenci ali pa recimo ljudje, ki so bili izobraženci, iz preprostega razreda, ker so iskali prostor v četrti, ki je dovolj sproščena, kjer so seveda ključna reč najemnine dovolj nizke, izgleda dovolj privlačno, ima dovolj recimo mestnega patosa starega v sebi in kjer lahko opravijo s puritanstvom Amerike na eni strani in z drugim izrazito modernim pritiskom mesta in se najdejo v njem. Konec
konec 30 let so v njem že živeli slikarji, prvi abstraktni ekspresionisti so tja prihajali, znani pisatelji, tudi nekaj glasbenikov je tam živeli, to je bila izjemno bogata četrt. Skratka, to so procesi, ki niso nič novega v New Yorku in pravzaprav razlogi za selitev v različne mestne predele je treba vsakega posamiča res raziskati. Ne? Zanimivo je pismo, ki ga navaja sociologinja, ki je sicer po poklicu bila antropologinja, ki ga je napisala konec 20 let Zveza ameriških likovnih umetnikov in ga naslovila na skupnost landlordov, torej lastnikov stanovanj. V mesto, v našo vas, urbano vas, ste pustili buržuje, tipičen argument, ki se vleče pravzaprav na različne načine, ste spustili buržuje, ki jim ni za umetnost, jim je pa za vaške užitke v urbanem naselju. To je bil argument in Greenwich Village je ponovno oživel v 50 letih. Zopet zaradi tega, ker se je del industrije okoli njega izselil, abstraktni ekspresionisti in bitniki so živeli že pri Greenwich Village. Ko pa pridemo na ključne predele, ki so mene zanimali glede nove muzike, pa tudi drugih eksperimentalnih form, se pa zadeve radikalno začenjajo zapletati. Soho, oznaka za South of Houston Street, je bila na pol izpraznjena industrijska četrt s starimi stavbami z značilnimi lofti, odprtimi prostori, kjer se je skladiščilo ali pa izvajalo manufakturo, predvsem v različnih lahkih industrijah. Od konca 60-ih let je se ta predel začenja prazniti. In prvi so se vanj začeli naseljevati točno ustvarjalci, predvsem likovniki in del izobražencev. Soho je izjemno dobro dokumentiran in študija Loft Living, Sharon Zukin je verjetno ena temeljna študija urbanih procesov v metropoli, ki je bila vredna seveda slovenskega prevoda. In Soho je bil primer, kjer je nepremičninski kapital, politična elita, v spregi z umetniki na nek način skupaj v eni takem zmesi spreobrnila pravzaprav potek in preobrazila mestno četrt. Na podlagi vselitve umetnikov, zelo poenostavljeno proces je bil naslednji. Umetniki so se naselili v izpraznjene industrijske lofte. Če bi gledali novo muziko, najbolj znani loft med jazzari, čeprav loft gibanje je ravno to, v Soho, je bil Ornette Coleman, ki je imel svoj artist house v loftu. Studio Real Sam na Riverside je snimal tam. The Kitchen je bil tam v loftu. Skratka, začeli so preurejati lofte. Mesto ni vedelo, kaj narediti. Umetniki so se množično selili, tudi počasi tudi izobraženci. Evidentno je, da se je v tej izpraznjeni četrti, ki meji na nekatere stanovanjske četrti, nekaj začelo dogajati. Selili so se tudi izpraznjene predele, ki so bili zanemarjeni in kjer po mestnih veljavnih zakonih, in New York imel precej ostro zakonodajo, po mestnih veljavnih zakonih, pravzaprav lastnik, ki zanemarja nepremičnino, katere lastnik je, ali pa je redno ne zdržuje, ali pa ne plačuje davkov, ga lahko mesto zasede. Kaj je mesto naredilo? Mesto je dejansko zasedlo konec 60 let že par teh zgradb in na podlagi vdora umetnikov, pa seveda medijske kampanje, se je naenkrat začelo govoriti o novem kulturnem življenju v loftih, v industrijskih območjih. Zgodilo se je to, da je mesto prvo zamejilo cono in določilo kot kulturno ustvarjalno četrt Southern of Houston, v teh industrijskih predelov in uvedlo programe, ki se jim reče, ne boste verjeli, Artist in Residence. Vsak z nalepko na stavbi v loftu, v industrijski zgradbi, ki jo je dobil, pravzaprav je plačal minimalno najemnino.
Z udorom umetnikov in seveda eksplozijo ustvarjalnosti v tem predelu mesta je pa s časoma začela rasti simbolična vrednost samega okraja. Mediji so začeli poročati o eksploziji kreativnosti, inovativnosti in tako naprej. In nepremičninska industrija, ki ves čas ni vedela, kaj početi s tem, vključno s politično elito, pravzaprav je pritisnila na mestne oblasti na ta način, da so sprejeli zakon o loftih za regulacijo najemnin, hkrati pa s tem omogočale tudi konverzijo industrijskih objektov v stanovanja. V 10 letih je loft, za katerega se je plačeval najemnino od 150 evrov, recimo, da je bil dvakrat večji kot to, dobil večjo vrednost kot stanovanja na zgornjem Manhattanu. Skratka, že v konec sredi 80-ih let so bili lofti vredni več kot $1 milijon. Kar je seveda zraven pomenilo, da so umetnike selili ven. Naslednji proces, ki se je zgodil, je bila se kam iti. Niso bili vsi v Soho, ne, seveda. Konec 70-ih let je bila širši predel, zgodovinski predel, delavski predel New Yorka z največjo koncentracijo delavcev pravzaprav na svetu, to je bil največji slam konec 19. stoletja delavski, tak postane center pravzaprav selitev širše predel Lower East Side. Nekaj moramo še upoštevati. Vmes se zgodi ključna reč, na vse zadnje tudi za nas, kakaj sedimo. Leta 1975, ob vseh procesih, na katere sem upozoril, leta 1975 je New York pred bankrotom. Znan je napis iz časopisa, ki ga je prenesel New Yorkčanov, ko se poskuša reševati njegovo proračunsko krizo. New York, predsednik Gerald Ford sporoča New York City drop dead, New York City crkni. Z drugimi besedami, država tokrat ne bo reševala za svojimi posegi vaših fiskalnih težav. Ljudje iz bančniških in drugačnih vrst so pa komaj čakali, da se maščujejo za vse socialne pridobitve, če so malo zarotniški, ki jih je mesto vendarle gojilo in doseglo v 20. stoletju, pa ne samo v 19. stoletju. Kar je pomenilo izjemen napad na vse javne inštitucije, ki jih je New York imel, vključno z javno univerzo, javnim zdravstvom, javnim šolstvom, vrtci, knjižnice in tudi podpora umetnosti, ki jo je mesto dajalo. To je čas gospodarske krize in seveda napada na nek način zavzetja nepremičninske elite zavarovalnic bank New Yorka in v tem času se pravzaprav dogaja ta scena, ki jo poznamo. Ki jo najbolj poznamo od začetka 80-ih, iz konca 70-ih, 80-ih let, ampak razlika do Soha je ta, da so tja umetniki in ostali za njimi se selili v prazne četrti. Tukaj pa so se selili v delavsko naseljeno četrt. Z drugimi besedami, prihajali so noter v četrt, kjer so živeli julovski priseljenci, ogromno Portoričanov, zlasti v Louisiani. In imate pravzaprav nekaj, kar je sociologija mesta pred 10 let pred tem dogajanjem, vsaj na londonskem prizorišču, znači imate začetek procesa, ki se imenuje gentrifikacija. Zasedba predelov za predstražo, ki so jo predstavljali umetniki in s tem spet dviganje vrednosti, simbolične vrednosti območja, ki je bilo v 70-ih po najemninah najcenejše območje v New Yorku, južno od Harlema. In ta proces je se nadaljeval. To me je zanimalo. To je pa kontekst, v katerem jaz to obravnavam. In imam daljše poglavje o prodajanju Lower East Sidea, kjer se sklicujem na sodobno sociologijo mesta in seveda tudi na prvotno, po moje še eno najmočnejšo teorijo gentrifikacije, ki jo je postavil Neil Smith, ki me je, moram reči, 5 ur vodil okrog po Midtownu, enkrat, ko so delali intervju in mi je v 5 urah razložil več kot
40 drugih knjig o mestu. Ključna zadeva, če pa smo materialisti, je pa seveda pri identifikaciji je pa seveda to, kar on imenuje, kar se imenuje teorija rentnega razmika. Kapitaliziraš zemljišče, kapitaliziraš s tem, da ga napolniš z vsebino, ker prej ni vredno nič, oziroma ni vredno. Ko se napolni za simbolično vrednost in začne rasti njegova cena, takrat začne z njim ponovno špekulirati. Sicer je pa v zgodovini New York vedno bil mesto špekulativnih poslov. Mogoče smo gledali, končali, to je ta zgodba. Ampak to je zgodba, v kateri jaz gledam vznik scene. Na eni strani imate krizni New York, imate proces urbane preobrazbe mesta, kjer eksperimentalci, umetniki igrajo ključno vlogo, proizvajajo izjemno zanimive kulturne forme in pravzaprav iščejo prostor za življenje, za ustvarjanje, ki je bilo relativno poceni. Hkrati pa s tem plemenitijo simbolično vrednost predela, ki so ga zavzeli, nekje v konfliktu z meščani, kamor so prišli. In tukaj noter se pravzaprav dogaja vsa scena New Yorka. To je predel, to so predeli, kjer so bile dobesedno posejane galerijske in kulturne in drugačne inštitucije. Preobrazbe teh predelov poznejše izkažejo marsikaj, kam pelje takšen tip preobrazbe mesta, kjer odločilno vlogo igra nepremičninski kapital. Absolutno igra nepremičninski kapital. No, upam, da ste videli, tukaj sociologijo kulture konkretno na delu, se pravi, kjer nimamo govorjenja o kapitalu nasploh, ampak o tem, kako je vplival na konkretne procese življenjske. Se pravi, kje se lahko muzika igrala, kje se lahko živela, kje je bila dostopna. In da je to ključno, da je raven mesta tista raven, na kateri je treba to misliti. Zaradi tega, ker gre tukaj za prostor in ker gre tukaj tudi predvsem za nepremičnine, za stališča kapitala. In tu se mi zdi zanimivo letnica, ki si jo omenil, 1975. Ko pravzaprav novejšo socialno zgodovino, ali pa če hočete družbeni razvoj poskušamo razumeti zadnjega stoletja, ali pa nekaj več, pridemo vedno znova do tega, da so ključne spremembe bile spremembe v 70-ih letih. Se pravi način, kako kapital govori na recimo takratno krizo. Konec tistega, čemu se reče nekoliko prenastavljeno, socialna država ali pa keynesijanska politika. Tu bi upozoril na nekaj, kar je v tem, kar je še povedal, že implicirano. Namreč New York je imel do leta 1975 in ostaline so še vedno žive, pravzaprav sorazmerno napredno, recimo pa sorazmerno socialno mestno politiko. So rekel, da so bile nekaj vlade socialno-demokratske vlade? Z javnimi institucijami, ki so delovale dobro in ki so bile pomembne. In tukaj vidite tudi na delu zelo konkretne oblike družbenih bojev. Jaz sem upozoril, da je načelno vprašanje tukaj, ko gremo za sociologijo kulture glasbenikov, s katerimi koncepti začnemo. Ičo je tukaj pravzaprav uspešno kombiniral par različnih konceptov, poleg teh, ki izhajajo z Reymonda Williamsa, kulturne formacije, kulturne forme, se oprlo tudi na starejše delo, na svetove, umetnostne svetove. In tukaj pridemo do tega, da pravzaprav, ko rečemo, če zdaj se koncentriramo na podnaslov, to je sicer tema, o kateri si že govoril, ampak neodvisni glasbeniki so tukaj soočeni s pravico do mesta. Se pravi, da neodvisne glasbenike že vidimo na nek način, da so kulturna formacija. Mogoče bi bilo fino, da nekoliko še pojasniš, kaj je tisto, kar jih povezuje. Se pravi, katera so bila tista družbena gibanja, v katera so bili zajeti. In pa seveda s tem v zvezi, da vidimo, kaj je pravica do mesta, čigava pravica, kakšna pravica. Najprej, ko rečem neodvisni glasbenik, in tukaj imam kar daljše lamentacije v knjigi,
sem moral iti v zgodovino, ker me je zanimalo, kateri poziciji glasbenika zgodovinsko mogoče to najbolj ustreza, kljub temu, tudi glede na to, da nekdo igra v rock bandu. Ali pa celo, da igra hip-hop ali pa z drugimi. In sem gotovo, da je pozicija starega džezovskega glasbenika še tista, ki je najbolj živa. In tukaj, zraven sem pa gotovo še nekaj drugega, da seveda ob tem, da je prekarno delo, torej nestalne zaposlitve, nekaj, kar je značilno za glasbenika, neodvisnega glasbenika in starega džezovskega glasbenika, seveda, da je ta glasbenik ves čas na trgu. To je ključno. Jaz se ukvarjam z glasbeniki, ki so na trgu in ki poskušajo preživeti v mestu z veliko zgodovinsko rento, ki jo ima in močjo. Če ste vi newyorški glasbeniki, imate na svetovnem glasbenem trgu marsikdaj prednost pred drugimi glasbeniki, saj nekaj časa se to dogajalo, danes malo manj. Doma so pa vendarle na trgu, najprej mora prodreti na domačem trgu. Ne? In če pogledamo, kaj neodvisni glasbenik danes dela, gotovimo, da je to ustreza vsem temu, čemur mi danes rečemo prekarni delavec. Ne? To je nekaj, kar je jazzman že počel v 40-ih, 50-ih letih. Eric Hausman sijajno karakterizira džezovskega glasbenika v svoji sociologiji in to sem veseljem upustil noter, ker malo ljudi pozna dejstvo, da je Eric Hausman bil sociolog džeza, ne samo obličen zgodovinar. Njegova The Jazz Scene je ena najboljših sociologij glasbe, ki sem jaz prebral. In on lahko napiše, poglejmo glasbenika tipičnega. Danes ima špil, kot mu rečem, gig, jaz ga prevajam tudi po glasbeniško, včasih špil, včasih nastop, koncert. Danes v tem klubu dobil je aranžma za svojo skupino za en teden. Naslednji snemanje, kratka turneja, skratka, vidite tipično življenje neodvisnega glasbenika. To, nekaj, kar se vleče še danes na področju nove muzike in to danes velja tudi za rockerske glasbenike. Današnji neodvisni glasbeniki, recimo rockerski, igrajo večino tistih, ki niso že del, ki niso prišli, prebili komercialne barijere, igrajo od 5 do 10 bendov. Na isti način kot džezovski glasbeniki. Glasbeniki, ki so na trgu kot neodvisni glasbeniki, na polu klasične glasbe in vse večjih je, tudi delujejo na povsem enak način. Danes bodo snemali tam bodo naročeno delo, probali bodo organizirati svoj koncert in operirajo na povsem enak način. Skratka, nekaj, na kar se mi prej nismo toliko zanašali, sem jaz gotovo, da je to pravzaprav, da je jazz glasbenik paradigma neodvisnega, oziroma mi je prišlo na pamet, pravzaprav paradigma tega, kar je danes neodvisen glasbenik. Kar pomeni, da mora znati muzicirati, včasih po notah, včasih ne, mora znati improvizirati, mora biti polistilističen, če le priživeti, včasih naredi club date, kot se temu reče, kar pomeni, da bo igral za poroke, kot Charlie Parker v Eastwooda, če hoče preživeti. Naslednjič bo šel na turnejo, počne, in to danes počnejo rock glasbeniki, DJ-ji, tisti, ki muzicirajo z drugimi, pravzaprav počnejo na isti način. To je način, katerega se nismo mi dosti ozirali, oziroma na nek način se nam je zdel samoumeven. Ker je romantiziran način nekoga, ki je ves čas mobilen, ki je ves čas, če smo pri glasbenikih, ki ga imajo dekleta izjemno rada, v katerem koli mestu je, ki igra, zna zavestno ali ne, igra vlogo delikventa. Potuje po svetu. Ja, kako? Potuje po svetu. Potuje po svetu, skratka, je vetrovnik, je nekdo, ki je kreativc. Rockerji se ne razlikuje toliko v tem. Zato se, ko je Jožo omenil Beckerjevo sociologijo tedanjih deviantnih svetov, Beckerjeva analiza džezovskih glasbenikov je točno taka. Hkrati imate pa noter, če smo pa že pri drugih stvareh, imate pa noter kulturne, estetske distinkcije. Vseeno je jazz nekaj, recimo v 50-ih letih, kar velja za umetništvo, kar velja za kreativno, kar velja za poseben glasbeni izraz, ker vi lahko živite
svojo osebno glasbeno štorijo, če boste igrali pa po nareku kot club date musicians za plese, bar micva, poroke, pogrebe in tako naprej, to ni isto. Ne. In imate konflikt med to vlogo, ki je na eni strani eksistenčna, ker je jasno, da na polju, kjer vi igrate kot komercialni glasbenik, ves čas lahko bolje živite, tam pa izživite svoje sanje, izživite da se romantiziram, izživite svojo polno glasbeno osebnost, vendar vi ne morate ustvariti družine, počasno začnete živeti stereotip džejovskega glasbenika, ki itak tava samo iz enega mesta do drugega, ali pa včasih celo od mladenke do mladenke in tako naprej. Imate pa te distinkcije in marsikaj tega mimogrede še dan živi se reproducirane glasbeni sceni v New Yorku. To je najbolj hecno opazovati. Ena glede tega mi je potarjal. Njujorški glasbenik, ki je tudi skladatelj, mi je potarjal vsem, kar sem jaz, pravzaprav sem se hotel makniti od džejovskega modela. Jamrajo o tem, da stalne zveze nekako, da v družini niti ne more več pomišljati prav in pa se nasmehne in reče, saj sem vendar jazz glasbenik. Nekdo, ki je zanikal, da bo kadarkoli jazz glasbenik začne skakaj pravzame ta stereotip. In to živi, to je ta, bi rekel, odpadniška, uporniška gesta se reproducira na drugi ravni tudi v roku. Pa še kje druge se je reproducirala. Diskurs ulice prevlada zelo hiter, ste takšen. To je ena reč zvezi neodvisnimi glasbeniki. Po drugi strani se mi zdi pa ključno, da se je del scene seveda ves čas, in tukaj je bil pa rock kultura ključna, seveda navezoval na opozicijo dominantni kulturi, oziroma so dejansko tudi z estetskimi formami, za svojo samoglasbeno prakso bili del kontrakulture. To je pa zelo ključna reč. In znotraj vsake glasbene forme, in tukaj se posvečam nekaj temu, se dogaja ves čas tenzija med mainstreamom, komercialnostjo, nekomercialnostjo, kreativnostjo, obrtništvom. Ves čas so te tenzije noter. Tudi v sodobni klasični muziki so te tenzije noter. In temu se več posvečam. Ko pa pridemo do pravice do mesta, govorimo pa o problemih oziroma o tem, kaj mesto bi lahko, kaj pravzaprav je kolektivna pravica, kakršno je izrazil v svojih spisih francoski filozof in mislec urbanosti Henri Lefebvre. Do pravice do mesta sem prišel pa skozi ključno reč, ki se je dogajala v leta 2007, ko sem začel razmišljati o glasbi v urbanem prostoru in o družbene spremembe urbanega prostora ob protestu glasbenikov nove muzike ob zaprtju kluba Tonik v Lower East Side. Lahko ga pokažem, če preskočim. No, lahko vam pokažem prostore, ko sem jih analiziral. Klub Tonik pod številko 4 v Lower East Side. Tukaj imate nekaj, te vse posamezne prostore, njihove organizacijske principe, kratko zgodovino, način upravljanja, razpad, selitve, ekonomijo analiziram predvsem vsakega posebej obširno v knjigi mimogrede. No, in ob Toniku, ki ga je organiziral Mark Riverstreet kot star aktivist in kontrakulturnik in borc za pravice ljudi že prej, ker je bil del koalicij v Chelsea za pravice stanovalcev, takrat se spomnite, je Ribo napisal un tekst o skrbi in hrani za glasbeno obrobje in takrat pravzaprav to je bil začetek mojega razmišljanja o tem, kaj pravzaprav pomeni mesto in kaj je kolektivna pravica v mestu. Ki je pravica zunaj delovnega mesta, ki je pravica do urbanega življenja, ki ni zgolj pravica do trošenja mesta, ampak do kolektivne uporabe mesta. In kakšno vlogo pri tem igra navsezadnje eksperimentalna umetnost ali pa nova umetnost, kakršno so proizvajali te glasbeniki, katerakoli umetnost navsezadnje v primerjavi in kaj to pomeni za vsakdanje življenje. In New York je zanimiv zraven tudi zato, ker je med prvimi ustanovil gibanje in je postal del širše koalicije
Right to the City v Združenih državah Amerike, ki so posledica urbane krize, ki se spet živi v ameriških mestih. Kar pomeni, da imate izrazite bipolarnosti in socialne neenakosti v ameriških mestih, in New York je zgodovinski primer tega. In ko so glasbeniki ugotovili, da so zgubili prostor, edini prostor, ki je bil relativno obljuden prostor v mestu, kjer so lahko muzicirali za 200 ljudi, gojili, pravzaprav predstavljali skupine pred večjim štirim poslušalcev, in klub je ključni prostor, je pravzaprav produkcijski pogoj njihove muzike. Ni samo predstavitveni prostor, zato je klubska ekonomija tako interesantna, za živo muziko, živo je klub ključna reč, so organizirali protest. In to dejansko politični protest, ki ni bil samo protest zaradi svojega stanja, vendar je bil tudi povezavi narejen za sosedi. Ta klub je imel relativno dobre odnose za sosedi. Dokler, če preskočim, niso zraven začeli graditi dole. To je ta stavba, kjer je bil ta klub Tonik, in če vam dam še naprej, to je fotka Žiga Koritnika, tako izgleda škatla začela imenovana Tonik, ki je bil kultni klub 7 let. To je, to fotografijo smo dali v, to je pa recimo Ribojev, ko je poln. Ampak kakorkoli že, s tem, ko so se oni zavzemali pravzaprav borili proti na nek način povzročitelju, ki to je zelo posledica tega, kar se dogaja v mestu, se je radikalno so probali kot glasbeniki za akcijo dejansko sprožiti vprašanje, kakšnem mestu mi živimo. Kaj hočemo mi z našim mestom? Kakšna je vloga naše umetnosti? Če sploh je še kakšna? In odgovor mestnih svetnikov, s katerimi so bili, je bil pravzaprav pozitiven. Bili so v resnih kontaktih kot protestna koalicija, da bi zahtevali za prostor, zahteve so bile številne, med njimi so zahtevali nov prostor ali celo možnost, da mesto odkupi ta prostor od lastnika nepremičnine in ga da glasbenikom v upravljanje. Pravzaprav ob zelo premišljeni medijski kampanji, v kateri sta se dva glasbenika pustila celo aretirati, kar je bila deloma poza, deloma ideološko politična gesta, hkrati pa tudi novica za novinarje. Pravzaprav so sprožili končno vprašanje v javnih medijih, kaj mesto dela za novo kulturo, za kulturno produkcijo. Bolj zanimivo je, kako je koalicija razpadla. O tem imate vse v knjigi detaljno. Razpadla je zaradi notranjih nesoglasij, ki so zelo prefinjena med različnimi akterji. To me je zelo spominjalo na ljubljanske razmere. Zelo, zelo. In sploh na različne razmere. Ko to opisuje, ko to vidite noter, gotovite, da so razmerja, bi rekel, levo od centra v umetniški produkciji vedno podobna. Vedno se dogajajo podobne ribarije. Zdaj pa, pravica do mesta je seveda kolektivna pravica. Glasbeniška zahteva do kluba oziroma prostora do kluba je bila partikularna zahteva. Skratka, pravica do mesta, kot se pojmuje Lefebvre, je lahko zgolj retorična puhlica, če vi ne vprašanje je, kdo si, je prazen označevalec, je lahko samo geslo. David Harvey na enem mestu zelo zlobno pripomni, pa vsem jasno je, kdo si je pravico do mesta prisvojil v tem trenutku. To so korporacije. Vsekakor ne mi. Do kakšnih klešov pa lahko pride, vam pa lahko priča pa bolj, upam, da prav pripravil sem si ta citat, ker je od Petra Marcuseja. Ja, Peter Marcuse je sin Herberta Marcuseja in je en, po mojem mnenju, najbolj lucidnih proučevalcev mestnih urbanih gibanj, zlasti v Ameriki. Je že starejši profesor, vendar napiše tole.
napisal pravzaprav povzeme to, kako se dogajajo trki interesov različnih podrejenih družbenih skupin, med katere pa spada tudi glasbeniški proletariat nove muzike, mimogrede. Pravi, seveda, borijo se za svojo partikularno pravico do mesta, ki je seveda ne razumejo kot enotne pravice. Umetniki, ki sprva nasprotujejo gentrifikaciji, jo pomagajo pospešiti, če imajo od nje korist. Delavci želijo službe v tovarni, ki onesnažuje okolje. Starejši se zavzemajo za programe zdravstvenega varstva, ki bodo načeli zdravstveno blagajno mlajšim rodovom. Ena manjšina rade volje pristane na svoje vključevanje v politične strukture, ki izključujejo druge manjšine. Brezposelni se zavzemajo za reformo imigrantske politike, ki bo njim v korist. Seveda, ob oblikovanju koalicije neodvisnih glasbenikov in protestov za Teutonika in zahtev, ki so jih takrat naslovili na predstavnike mesta, je seveda šlo za kolektivno politično izraženo zahtevo po urbanih pravicah, ki je lahko del zahteve pravice do mesta. Pri tem še enkrat poudarjam, so glasbeniki uporabili retoriko o sceni in skupnosti in to zelo rabijo. Res so zelo rabili, ker to rabijo. Kljub temu, da so med sabo povezani in nepovezani krožki. Ampak segli so tudi, njihova zahteva seveda parcialna, ampak segli so tudi onkraj nje. Izhajali so, in to je zame ključno, iz osnovnih produkcijskih pogojev za novo muziko v mestu, ki vključujejo dostopnost urbanega prostora, vključno z višino najemnin, širše pogoje v mestu za omogočanje drugačnih estetskih vsebin in socializacije z novo muziko. Skratka, tudi izvajali so kulturno politiko mesta in njen selektivni sistem podpor. In to je bilo zame zelo bistveno in mi je bilo intrigantno opazovati oziroma raziskovati, kako so se te stvari razpletale. Bili so tako daleč, da je mestni svetnik, sicer predstavnik Demokratske stranke, že sprožil pobudo za določene davčne olajšave za klube, resna pogajanja za prostor so imeli, potem se je pa zadeva razdrla, zaradi podobnih zadev, kot sem jih prej navedel. In pravica do mesta, v kateri danes, ki je seveda lep naslov in je mali hit in industrija, in včasih mi je žal, da sem dal podnaslov, zato ker vsi pišejo o tem, jo moramo razumeti dejansko povsem lefevrovsko, kot prazno geslo, ki ga bomo napolnili ali ne za konkretno akcijo. Je utopija, ki jo lahko izživimo šele s konkretno politično akcijo in socialno akcijo v mestu. Toliko bi recimo v pravici do mesta. No, s tem smo pravzaprav na koncu, dobili boste besedo. Kar smo na koncu hotel vprašati, sta pravzaprav tisti pričakovani vprašanji, kje smo danes, ker po eni strani izgleda, kot da so bili glasbeniki iz Manhattana, če lahko rečem, deložirani, Brooklyn, kar pravzaprav postavlja vprašanje, ali se ni preprosto ta kulturna formacija razgradila. Kaj je nakazuje še, recimo, različne smeri tega razvoja, ampak besede, ki mi pri tem prihajajo na misel, so besede udomačitev scene, normalizacija scene, celo ponotranjenje pri akterjih scene, teh razmer, kot da so razmere, ki jih je pač treba pričakovati, sprejeti in živeti njimi. In drugo vprašanje, ki se tukaj postavlja, pravzaprav je vprašanje, kaj ta zgodba pove nam. Oboje se pravzaprav že impliciral nekoliko odgovore. Preden to poveš, bi samo omenil, dolžan sem povedati, tega doslej nisem naredil. Ta knjiga ima pravzaprav več avtorjev, vsaj en, Žiga Koritnik tukaj sedi. Peter Cvelbar, in se pravi, tukaj imate pravzaprav v knjigi izvirne fotografije in zemljevide, ki so pač bili najdeni, če tako rečem, in predelani v ta namen. To mislim, da sem dolžan povedati in to mislim, da je ena dodatna in posebna kvaliteta te knjige. Izvolj. Začnimo pri koncu, zato ker je konec brige.
kaj to pomeni za ta prostor. Ne? New York je paradigma neoliberalne prestrukturacije mesta. Je pravzaprav začetek uspešne zgodbe pohoda neoliberalizma kot političnega projekta, kot kapitala in političnih elit. To si treba zapomniti. To je ključna reč. Leta 1975 se začne zmagoviti pohod neoliberalizma in razumevanja krize New Yorka in mestnih preobrazb je en izmed ključev za razumevanje današnjega neoliberalizma. Reagan se je učil pri New Yorku. Išla beseda, ki mi je prišla na misel, je postproletarizacija. Bom povedal zakaj. Zato, ker se najprej naselijo glasbeniki tam, odkoder je industrija šla zaradi dezindustrializacije, in potem seveda, ker doživijo vsaj glasbeniki in še del drugih umetnikov, natančno to usodo proletarizacije. Se ja, seveda se ja, ker de facto to so. Če smo rekli, da so neodvisni glasbeni, so seveda tudi umetniški proletarci na ta način. Ker vsi že od konca 60-ih let, ki prihajajo v mesto, upravljajo več služb hkrati. Tisti, ki se ukvarjajo zgolj z muziko, nekateri so srečni, da se ukvarjajo za novo muziko, da poskušajo ustvarjati, in tisti, ki niso del mednarodno uspešnih glasbenikov, ki jim bi lahko rekli, da je elitni, tisti, ki jim je nekako uspel preboj, tisti imajo so lahko srečni, če imajo službo blizu glasbenega posla samega. Kar pomeni, da so del osebja v klubu, morda del osebja pri založbi, v snemalnem studiu, večina pa upravlja kot vedno gostilniške službe, strežejo v restauraciji in so del kultiviranega strežnega osebja, kar je del newyorške kulture in tudi že pri nas, ko se predvsem kultivirane študente ali pa kultivirane ljudi za diplomami, pravzaprav novači za strežbo tujcem, s katerim boste vi nekaj svetovljanskega poklepetali. Potem imate pa seveda tudi barvno in socialno lestvico oziroma regresijo do pomivanja posode, odnašanja smeti, kjer so zadnja družbena skupina ponavadi seveda Mehičani. To je recimo tipična newyorška situacija. Pri nas bi se dal mogoče tudi na ta način to, mogoče bi rekli, da so zadnja skupina, ne vem, mogoče že, ne vem, nisem bilo raziskave, tam pa lahko rečem v New Yorku. Ponavadi je taki streže, seveda, umetnik. Ampak ne streže samo študent, ki študira umetnost, ampak je lahko tudi Matt Maneri, ki to počne. Ali pa Nate Wooley, ki je to počel 3 leta in zraven komponiral, dokler ni dobil službe v glasbenem poslu. Jaz menim določene glasbenike tukaj. Ali pa je bil topli glas, za katerega se ve, da je 41 leta vozil taksi, da je popravljal inštalacije in tako naprej. To je del, in zdaj se povračam k Jožetovemu vprašanju, kaj to pomeni za nas, kaj je tašna proletarizacija. Pravzaprav mi takšen tip proletarizacije že živimo. Ja, nas je že dohitilo. Nas je New York imamo že tukaj. Pred 10 leti, ko sem jaz začel se s tem ukvarjati, ga še nismo imeli tukaj, zdaj nas je pa že dohitel. Zdaj pa samo še vprašanje, na kakšen način se bo začela segmentacija po različnih fenotipskih značilnostih delitve dela v lokalih in drugače spostavljati. Ne bo tako radikalna, kakor v New Yorku, kjer so barvne lestvice zelo razpoznavne, glede na, govorimo o barvi polti, mislim pa, da se bo slej ko prej v Sloveniji, kjer se že spozna. In to že živimo, to je ena reč. Druga reč v Sloveniji, ki je izjemno intrigantna, je seveda ta, da je v Sloveniji glavni delodajalec oziroma nekdo, ki dobavlja kapital, finance, seveda država. Umetniki so v razmerju predvsem z državo. V New Yorku temu ravno ni tako, je pa vseeno presenečenje, ki sem ga sam doživel, ko sem začel raziskovati, da je delež podpore umetnosti v New Yorku, ki ga mestni oddelek za kulturo daje izjemno velik, številke ne vem, gre pa seveda v stotine milijonov dolarjev in je seveda večji, s čimer se mesto postavlja, kot je
delež podpore na ravni ZDA, recimo umetnostne agencije National Endowment for the Arts, ki je bila nekajkrat ustanovljena v 60-ih letih v imenu izboljšanja kakovosti življenja, hkrati pa tudi utrjevanja elit, ki pa jo danes recimo napada, to vemo, da je spet pod udarom, da jo novi predsednik ZDA Trump napada in kongres novo izvoljeni. Spet hoče ukiniti National Endowment for the Arts in National Endowment for Humanities, torej za komunistiko, ki je ustanovljena, kot se reče, New York ogromno vlaga, če pogledamo vložke, ogromno vlaga v kulturo, seveda je pa ta vložek selektivni. Isto podpira vodilne kulturne institucije, kot so Lincoln Center, kot so Brooklyn Academy of Music, nekatere ugledne inštitucije, kjer so zemljišča, ki so na zemljiščih, mestnih zemljiščih, v mestnih lasti, in podpira tudi precej široko sodobne plesne skupine, tudi določene festivale, ampak tukaj so izjemno dobro selektivni. Festival Avant Jazza, kot je recimo Vision festival, seveda izpade iz te scheme, v imenu ideologije, ki je precej zanimiva, namreč govorijo, da je preostanek 60 let. Pardon, čeprav pa glasbeniki, ki igrajo na tem istem festivalu Vision, pa lahko zapravo pridno igrajo v Lincoln Centru za une... Ne vsi, nekateri. Ja, ne vsi, no. Seveda, nikoli ni. Nekateri, zadeva se je drastično spremenila v zadnjih parih letih, kar se tiče novega jazza pa avant jazza, zato ker Lincoln Centru in njegovemu direktoratu z Monsalisom na čelu začelo zmanjkovati uglednih glasbenikov, s katerim bi lahko namenil določena ugledna poglavja v mestnih časopisih in na svoji spletni strani. Naenkrat mu je začelo zmanjkovati tistega, kar naj bi forsiral. Po drugi strani se tudi malo samomehčal. Napad ta konzervativni na džezovsko, oziroma vzpostavljanje novega, neotradicionalnega džeza v 80-ih letih kar precej dobro obravnavam v knjigi. Tudi Braxtonovo polemiko za tem in način, recimo, osebno štorijo dajem noter nalašč Roya Campbella, pokojnega Roya Campbella, ki je bil izvržen iz bendov zato, ker je del industrijskega pogona hotel Marsalisa v skupinah, recimo Davida Marija in tako naprej. To so bile konkretne geste, ki so prispevali k utrjevanju določenih pozicij na tem področju. Imaš prav, Tomaž. Res je, marsikdo med njimi ima tudi dotacije od zasebnih privatnih skladov. Ni tako redko niti to. Ne, presenetljivo ogromen delež glasbenikov pravzaprav od tega živi. Kaj pa to pomeni pravzaprav za celotno sceno in če gremo nazaj k neodvisnosti in pravzaprav za širšo družbeno sliko tega, je pa eno zelo, zelo delikatno vprašanje. In eno vprašanje, ki vidim, da ste jih dali na družabne omrežje, ki jih načenjam in nimam pametnega odgovora, jih pa načenjam. Nekateri glasbeniki so v imenu neodvisnosti bili pripravljeni završiti kakršnekoli mestne dotacije. Ampak v isti sapi pa sprejemajo dotacije priznanih privatnih fondacij, ki naj njihovo neodvisnost ne bi ogrozile. To je pravzaprav vračanje k oblikam... Patricija. Ja, k oblikam financiranja umetnosti, ki so predkapitalistične. Tako je. Ali če uporabljamo manjgršo besedo feudalne. Skratka, take stvari, zelo kontradiktorne stvari se jim dogajajo in to je tudi aktualno vprašanje za našo sceno. Tako, zdaj smo postavili, jaz se ičuto, da ne bom pozabil, zapomljujem že zdaj, da je prišel sem, da je povedal vse, kar je povedal, imate besedo, da ga še kaj vprašate, ali pa da se skregate z njim, če mislite, da bo to dogodku prispevalo kaj bistveno. Še ena razlika se mi zdi, če lahko, da glasbeniki sami in javnost, bi rekel. Bi lahko prosim pritisnil tja, da se bo slišali. Kle so tehnološki. Ja, se pravi, glasbeniki sami in tudi javnost, publika, ali pa ne sem publika, sploh javnost v New Yorku, če ti rečeš, da si glasbenik, ali rečejo,
ali je en tak občutek, dobiš, aha, bogi, ne, ti si, itak so vsi glasbeniki, oziroma vsi so umetniki, hkrati pa je to neki, vsem je neko, ne če bi rekel spoštovanje, ampak je neko veljavo to manj, bi rekel, da si umetnik, artist. Kar pri nas, ne, pa to ni več tako. Tukaj je ena ogromna razlika, se mi zdi. Da tukaj, če rečeš, da si pa umetnik, glasbenik je še slabš, če rečeš, da si umetnik. To je v bistvu najslabš, bi rekel. To pa v javnosti pa čisto nekaj drugega pomeni, kar pa ni bilo vedno, kar se je pa tudi zdaj začelo, oziroma bi rekel v zadnjih 10-15 letih sploh. In se mi zdi, da je to tudi zelo povezan s tem, s to gentrifikacijo in s tem, a glasbeniki in javnost se zavedajo, ne? Oziroma, a so se te glasbeniki že v 70-ih, 80-ih zavedali te situacije, v kateri zdaj ti govoriš, ne? A so oni vedeli, da oni polnijo te prostore, ki so bili prazni, pa ki so bili delavski, pa so to vsebine not prinesli, pa je cena zrasla, pa so prišle korporacije, pa pohopsale to, pa so jih vrgli ven in porinili naprej. A se je kdo zavedel tega? Ja in ne. Ja in ne. Nekateri so se pretvarjali, da temu ni tako. Mimogrede, nekateri glasbeniki, predvsej znana jazzovska imena, predvsem jazzovska, pa tudi znotraj roka, so trgovali z lofti. So kupovali farme na upstate New Yorka, nekateri so zasloveli po tem, da so znali prikupčevati z lofti. Večina glasbenikov, katerih jaz govorim, so bili prerevni, da bi najeli te lofte in da bi šli sploh noter in dobili artist in residence. Skratka, zadeva ni tako preprosta. To je ena reč. Ja, del scene je reagiral zlasti zelo likovne umetnosti. Navajam dve avtorici, ki sta odlični. Namreč, nekaj je, ko začne downtown oziroma Lower East Side postati sam blagovna znamka za eksperimentalno umetnost, ki je edgy v nevarnem okolju, delavskem, kjer so Hells Angels, droge, ker dejansko je to bil divji zahod, ne? In imate porast galerij, je najbolj zanimivo, na kakšen način je zlasti se začela diferenciacija dogajati med tako imenim galerijskim svetom umetnosti, ki prije noter iz drugih predelov noter, in recimo neodvisno glasbeno sceno pa založbami, kjer je ekonomija manjša. Ko vam pade noter, in to se je dejansko zgodilo, in del tega preboja sta bila Basquiat pa Keith Haring, ne? Ko vam pade noter posel, trgovina z umetnostjo sodobno, vredna med 3 in 4 milijarde dolarjev, se zadeve radikalno spremenijo. In tukaj se diferenciacija dogajala. Seveda notranja diferenciacija. To je še naslednja reč. Nisem povsem prepričan, da novi meščani v Brooklynu, današnji meščani, so še tisti, ki cenijo artista. Sprememba socialne sestave in profilov novi demografske sestave v New Yorku je tako korenita, da nisem prepričan, da bodo čez 5 let še tako spoštovali glasbenika ali pa umetnika, katerega koli artista, kakor so je to v starem New Yorku, ki je gojil to stvar še dogajala. Nisem več tako prepričan. Glede na to, kar raste ob East Riverju, vzhodno tam, kjer je bil Williamsburg, bivša četrt danes, na kakšen način danes pravzaprav ljudje prihajajo noter v ta stanovanja, pravzaprav je evidentno. Na eni strani mesto zgublja kakršnokoli pogajalsko moč, ko daje zemljišče za developerju za izgradnjo velikega kompleksa, ki mu ponudi 57 stanovanj po regulirani najemnini, ki je stara pridobitev New Yorka, po recimo med 500 in 80 dolarjev na stanovanje. Ampak kaj, ko bo ostalih 500 stanovanj, vrednih med 3 in 5 milijonov dolarjev, kdo bo šel v ta stanovanja, se točno ve. To bo novi professional class, ki pravzaprav služi na račun kapitala, ki je noter. In njega, ta tip arta, definitivno zanima.
kultura troši drugače, pričakuje, in to je nova stopnja gentrifikacije, da se okoli njega vzpostavljajo prostori, ki so njemu povšeči, ne pa da jih bo on sam preoblikoval, in to so povsem drugačne razmere. To ni isti tip meščana, ki pride v mesto kot migrant z velikimi pričakovanji, zahtevo, moderno zahtevo, da bo preoblikoval mesto in ga preoblikoval kot so. Vsi ti glasbeniki, Patti Smith nazadnje, ki v tem piše in tako naprej, to ni ta tip meščana. Ta tip meščana se ve, kaj ga zanima. Zanima ga obžet dar, s katerim bo trgoval, nazel si bo dizajnerja. Kaj si pozabil povedati? Kaj da? Zdaj bom pa jaz nadaljevala, kaj si pozabil povedati. No, a veš, to je to, ne? Nisem prepričan. Jaz bom začela z anekdoto s Tonikom. Ko sem jaz prvič bila v New Yorku in sem šla zvečer na koncert za Tonik, so tam pač igrali ljudje, ki sem jih poznala iz Ljubljane in so igrali v Cankarjevem domu. Jaz nisem vedela, kam jaz grem. Jaz sem si pač naročila taksi, se usedla v taksi in mu rekla taksistu, kam naj pelje. Ko smo se pripeljali, on rekel, če sem jaz prepričana, da hočem tam izstopiti ven. Ko sem jaz rekla, ja, je pravi naslov, ja, super, pa je rekel, gospodično, bom jaz počakal, da vi vstopite v hišo. Tako je takrat bilo tam nevarno. Da je taksist resnično čakal, da sem jaz vstopila v Tonik noter. Kega leta je bilo to? Po 2000. Še 2005 je bilo tako. No, jaz sem bil tam 2001, tega občutka sicer nisem dobila. Jaz sem gospodična, ker je bila zrihtana in se je usedla v taksi z čeprav sred noči me je vseeno maska. To je bilo sred noči. Jaz hočem samo povedati to, da če bi se danes usedla v taksi in šla na Norfolk Street, me nobeden ne bi vprašal, če sem prepričana, če grem tja. Je pa res, da sem takrat šla na koncert, danes bi pa šla s svojim kolegom na obisk, ker jaz sem pa dizajnerka. Kar je pozabil Ičo povedati, da gentrifikacija se ne konča tako, da artiste izselijo. Artiste enega tipa glasbenike pa slikarje, ki zaslužijo premalo denarja za ta tip kapitalizem, predstavijo, da pridemo mi. Mi malo lep zgledamo, pa bolj dišimo, pa prodajamo stvari za ful višjo ceno bolj uglajenim turistom. Ampak smo enak, revni, prekarni delavci, neodvisni, nezaposleni, ampak sami produciramo svoje delo. Ne živimo ne od mestnih, ne od državnih, ne od privatnih dotacij, ampak najemamo kredite za to, da prodajamo svoje izdelke. In to je še večji paradoks, ki se bo tudi k nam preselijo. In mene zanima, kaj vidva mislita, kaj lahko mi naredimo, umetniki, ok, zase ne moram reči, da sem umetnik, jaz sem prekleti creative class, kaj lahko naredimo, da sobivamo v prostoru, ki bi bil relativno varen, pa relativno, da bi lahko sobivali, da bi dobili isto pravico do mesta in ponujali svoje izdelke. Ali prebivalcem, ali turistom, ali komorkoli. Ker na koncu koncev Tomaž prodaja glasbo ali pa Žiga pa Petra fotke enako, kaj jaz obleke. Jaz v slovenskem primeru, oziroma ljubljanskem primeru, nimam prav nobenega odgovora na to, kar se dogaja, ker pravzaprav dogodkov v Ljubljani ne razumem preveč dobro. Spominjajo me na marsikaj, kar sem videl, ki je drugot, ampak se mi zdi, da je edino, kar me spominja na to, kar obravnavam v knjigi, je to, da se del te produkcije kulturne že povsem instrumentalizira skozi dikcijo in razpisov, skozi način podpiranja določenih skupin v določenih predeljih mesta, na način izključevanja drugih predeljih mesta. Kaj šele, da bi, in to je tveganje, ki ga v tem trenutku vsako mesto, pravzaprav in vsak umetnik v kateremkoli mestu ali ustvarjalec, ki prodaja svoje delo na trgu, ne, in svoje izdelke na trgu ima. Mesta v tem trenutku de facto tekmujejo za kapital, da ga bodo snubla, da ga bodo prevladali in upajo, da se bo nekaj z njim zgodilo. Ne vejo, kaj se bo z njim zgodilo, ampak to vsi delajo. Vsi najemajo kredite, preoblikujejo in tako naprej. V diskurzi o kakovosti življenja se množijo, vsi smo že aseptični, pravzaprav v kokonu, vendar mi ne vemo, na kakšen način se bo to dogajalo. In če nas kaj New York spomni, je to, da to ni način, kako se to rešuje. So pa načini, ki jih je župan Bloomberg, ki dejansko je bil
spodbujevalec globalnega mesta, dejansko naredil. Kaj je spodbudil? Spodbudil v tem, da je absolutno pravzaprav iz New Yorka naredil še vedno špekulativno mesto, kjer se dela z nepremičninami, hkrati je pa na nek način to naredil v imenu ustvarjalnega, kreativnega New Yorka, ki ga je pa v bistvu z vsemi stvarmi podprla njegova multikorporacija, iz tega, ki je brendirala ta isto multikorporacijo, ki je on prenesel v mestne posle. Jeste pravi, da se to Ljubljana dogaja, tega ni na ta način Ljubljana, ker Bloomberg je vendar nekaj drugega kot kje druge. Ampak, in zraven je še nekaj, ko govorimo o mestnem načrtovanju. Williamsburg je najboljši primer. Williamsburg je predel Brooklyna, kjer je prihajalo do podob, kar ste videli, do podobnih selitev. V Williamsburgu se je skupnost občanov, oziroma prebivalcev mesta, z novimi prišljiki, sama organizirala tudi za ustvarjalci in starimi lastniki in predlagala nekaj, čemur bi se rekli skupnostni načrt mesta in način razvoja mesta, oziroma njihovega predela mesta. To je Bloombergova komisija, mestna komisija, kjer ždijo nepremičninarji s svojimi interesi in dejansko so tudi mestna telesa lobistično podrejena lobijem nepremičninarjev in seveda močnemu finančnemu kapitalu. Bloomberg je gladko zavrnil izjemno izdelan skupnostni plan, ki bi ohranil del tradicionalne skupnosti, ki se je potrudila obnoviti in zaživeti, bi rekel, eno kooperativno življenje, in je tja v bistvu podrl in se pa včes spremenil na umetnost zemljišča, da tam rastejo stolpnice stanovanj za $3 milijone. Razlika, to je pa ključna reč, do evropskih mest, ki pa kmalu ne bo več podobna, ker so mehanizmi tekmovanja za kapital podobni, oziroma je ta, da so vsaj evropska mesta normalnejša, vse prostorske načrte ponavadi dajala v javno razpravo, kjer se je lahko o njih diskutirali. V ZDA tega nikoli niso počeli. To so vedno delali nepremičninski lobiji, politične elite in le močna družbena gibanja so se temu lahko upirala. Jaz mislim, da še nikoli niso bila tako šibka v New Yorku, kot so danes. Kljub vsem razpršenim gibanjem, tako kot so fragmentirane umetnostno gibanja in na so zadnje scene nove muzike. In če se vračam sem, resno realno razpravo, ki jo še omogočajo sedanje razmere v našem mestu in kjerkoli druge, z vsemi argumenti, in resno, pravzaprav in resno sodelovanje pri načrtih oblikovanja mesta pomeni seveda izjemno angažiranje. Iz tega lahko sklepam, kaj boš ti, Sanja, počela v svojem lifeu, če bo prišlo do nekega konsenza tukaj. Tukaj ga pravzaprav zaenkrat ne vidim. Naš župan, recimo ljubljanski, ampak ni edini, da ne bo zablod. Od Barcelone do Zagreba, celo do Berlina, mislim. Novice v Berlinu, ki je danes seveda nov hub, cultural hub, so nič manj zaskrbljujoče glede teh stvari, ki jih jaz poročam, kot razen tem, da je mogoče malo bolj in pa da so še kanali za cenejši in tako naprej. Tukaj se bo zadeva začela resno zapletati. Tukaj so stvari, ki se in to so pa stvari, ki se tičejo skupnosti in političnega odločenja v skupnosti, kjer živiš. Jaz glede Ljubljane, ki je mimogrede, gentrifikacija Ljubljane je izjemno počasna. Če kdo bi v New Yorku par let zapored in tam je zelo polžja, ampak mi jo doživljamo kot dramatično. In je, seveda poteka. Dragi prijatelji in prijateljice, jaz moram zaradi mojih obveznosti zaključiti in vam želim, če je še volja za debato, da nadaljujete še naprej. Strinjam se prav s tem. Jaz se bojim, kar se Sanja zadeva,
da je njena dejavnost žrtev koncentracije kapitala. Ne? Da v Ljubljani vidimo te iste efekte na področju likovne umetnosti, ko država dezinvestira recimo to področje, nihče ne stopi van. Slovenci ne kupujejo teh del. Tako da bi paradoksno rekel, da je mogoče, kako se to sliši nekoliko absurdno, ampak mislim, da če malo razmislimo, če kapital ne bo imel interesa za to, da v Ljubljani ne vem kaj zelo veliko počne, je mogoče to naša šansa. Hvala.